Po glasu sem vas spoznala, ker vas še nisem nikoli slišala. Na glas je bil unikatni. No, ni zelo. Ne mora človek poznavati. Takih ni več. Takih ni več? Ne, takih sploh ni. Takih je pa vedno malo. No, zdaj besedo. Moji fantje in kolegi so rekli, pa sploh on je nevarni, ne? No, jaz nisem tala, ne, ta način, ampak... Ali pa si bila prestrašena, ne se spomnim, ker si prepodvala to. Ne, zanimivo je bilo, zanimivo. Ne vzamivo. Ne mirljivo. Tako. No, pa sta se zmenila pred filozofsko fakulteto. In jaz sem ven pa ta fakulteta, on je bil na oni strani, malo se me. Tega se spomnim, no. In potem je prišel čez cesto, in so se pozdravila, urejen, friziran, odmaknen. Čist nič ruskega ni bilo, kot da je en lep, prijazen gospod. In sva šla tam Vipto, sva se sedla, to prazno je bilo, sva nekaj, mislim, sok pila, bilo prazno, sem se lahko pogovarjala v miru in jaz sem mu razlagala, veste, kot profesorca tam nekak. Ne zviška, ampak čisto kot da predavam nekje o tem romanu, kaj se mi zdi zanimivo, kaj se mi zdi problematično, predvsem pa se mi je zdelo nekaj zelo moteče, namreč, kaj je bilo v tem romanu. Vsake toliko časa med pripovedjo o teh zadevah so v glavnem, seveda, komedija človeškega tkiva, erotične zadeve, spreminjajo te problematične zadeve, ki so zbliževanje, oddaljevanje, zanikanje, ironija. Vmes pa neki stavki, ki so bili zelo nenavadni, niso sodili v ta tekst po svoji mentaliteti. Ampak seveda, jaz ne morem pisatelju reči, ne smeš tega pisati. Jaz sem samo rekla, da mene to zelo moti, ker nenadoma pademo v en politični pamfletek, tak dveh stavkih, tak, ki človeka vrže stira, in to se nekajkrat ponavlja skozi vas tekst. Tista jeza je ven udarila in tisto zaničevanje do vsega tega političnega cirkusa. No, tako da sem mu jaz odkrito rekla, da to me pa moti. In celo to sem mu rekla,